Lepo pozdravljeni v novi epizodi Poslušam se podcasta. Z vami Polona, specialna pedagoginja. Poslušam se je vzgojno-izobraževalni podcast, kjer z drugimi strokovnjakinjami soustvarjam epizode. Večina epizod je obarvana oziroma povezana z razvojem otroka, z vzgojo otroka, s pedagoško oziroma specialno-pedagoškimi temami. Nekaj epizod pa je povezanih z osebnostno rastjo. To je tudi zelo pomembna tema oziroma zelo pomembno za starševstvo oziroma pri vzgoji. Če so vam epizode mojega podcasta Poslušam se všeč, vljudno vabljeni, da mi pustite kakšen komentar ali date kakšen všeček na platformi, kjer spremljate, oziroma da mi tam tudi sledite. Zelo sem vesela vsakega komentarja, delitve. Če delite na Instagramu, me prosim označite, da se vam lahko tudi zahvalim. V tokratni epizodi gostim prav tako specialno pedagoginjo Tjašo Vajdetič. Tjaša pravi, da je v prvi vrsti predvsem mama 3 otrok, kot je povedala v epizodi, tudi ustvarjalka svojega 4. otroka, klepetavega čmrla. V okviru klepetavega čmrla razvija različne kakovostne didaktične pripomočke in druge materiale, hkrati pa se ukvarja tudi z diagnostiko specifičnih učnih težav in je tudi izvajalka izobraževanja na domu. V današnji epizodi se bomo posvetili izjemno zanimivi in tudi zelo pomembni tematiki, krepitvi pozornosti in koncentracije. Tjaša je zakladnica idej na tem področju in boste tako izvedeli ogromno konkretnih praktičnih napotkov za krepitev pozornosti in koncentracije v naravi, nekaj pa seveda tudi doma. Uživajte v poslušanju. Tjaša, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Zelo me veseli, da si se odzvala vabilo, da skupaj posnameva tole današnjo epizodo. Tvoje vsebine in tvoje delo tudi jaz sama že dlje časa spremljam. In po Instagramu in prav po tvoji spletni strani mi je všeč, ker imaš res tako, se vidi, da je narejeno iz prakse in da je tudi všeč mi je, ker večkrat pokažeš recimo na Instagramu na storijih, večkrat pokažeš, kako tvoji otroci, kako tvoji lastni otroci te vsebine uporabljajo in zraven napišeš tudi starost, da mogoče pol dobimo tudi okvirno za koliko stare ali pa na kakšen način, ker včasih ne uporabljajo čisto, kot mogoče si mi zamislimo. Tako da to mi je zelo fino, no, pri tvojih storijih in tako, pa ker res uporabljaš pol te tvoje izdelke oziroma nekatere učne liste, nekatere druge izdelke, boš pa tudi sama več povedala. Hkrati se pa vidi, da je v bistvu bilo to že prej premišljeno in stestirano, ker si po poklicu tudi specialna pedagoginja, boš pa povedala. In imaš, pač si imela izkušnje v šoli z učenci. Ja, res je. Klepetavi čmrl je en tak moj 4. otrok. Se mi zdi, da v njega vlagam ogromno mero ljubezni in energije in časa. In je v bistvu plod sprva mojega dolgoletnega poučevanja. Kot specialna pedagoginja sem bila 12 let zaposlena na osnovni šoli za otroke s posebnimi potrebami. In sočasno z poučevanjem otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju sem tudi izvajala dodatno strokovno pomoč na rednih osnovnih šolah. In se mi zdi, da sem že s temi leti dobila en kup izkušenj, kako otroku prilagoditi določene vsebine, kako iskati njegovo močno področje, njemu zanimive teme in potem to tako preoblikovati, da v bistvu med igro in nekako mimo grede uriše tiste neke veščine, ki jih smo mogoče pa malo težje šle. In z vsakim otrokom več, s svojim otrokom več, ne, sem pa potem dobila še malo bolj celostni vpogled v otroka. Se mi zdi, da imamo učitelji večkrat na žalost, ne, tako zelo samo en majhen segment otroka na razpolago, ne, če že ne, kar se tiče snovi, ne, recimo smo pa vsaj časovno omejeni tudi, ne, na tistih 45 minut, ne, in je včasih zelo težko dobiti celostni vpogled otroka in s svojim materinstvom pa mi je to dano, da vidimo otroka, kako je zjutraj, ne, kako je zvečer, kako je vmes, kako je lačen, kako je žejen,
kako ga različni dejavniki zmotijo, kako ga ne zmotijo. In sem v bistvu probam v vsebine, ki jih pripravljam, vse te izkušnje noter, ki jih pač imam, vključiti. Tako da, ja. Lepo, to se vidi. Ja. Lepo si povedala, ja, da dostakrat nam strokovnim delavcem ta del dostakrat manjka, ta celostni vpogled, kot si rekla, ki so utrujeni, lačni, mogoče prehlajeni, je tudi njihovo doživljanje in odzivanje drugačno, kakor če imajo vse te osnovne potrebe zadovoljene. Ti tudi šola svoje otroke od doma, tako da je to pol verjetno tudi res ti še lažje oziroma lažje, res dobiš tisto bolj celostno sliko. Ja, drži. Moj starejši sin je 2. razred in se zdaj že 2. leto izobražuje na domu. In tudi v tem oziru sem seveda bolj vključena v njegovo izobrazbo, ampak sem hkrati tudi izvajalka izobraževanja na domu za otroke s posebnimi potrebami. Tako da, če se otrok, ki ima posebne potrebe, torej odločbo, želijo starši, da bi se otrok šolal na domu, potrebujejo izvajalca in to sem jaz potem ta strokovna podpora tej družini. In tudi za te otroke v bistvu pripravljam določene vsebine. Tako da letos pa lani je ta izobraževanje na domu v bistvu prineslo en tak svež pogled na celotno izobraževanje in sem zelo hvaležna, da imam možnost teh izkušenj. Zanimiv, zelo. Super, ker res verjetno čist drugače. Takšno izobraževanje in to, kar v bistvu, ko izvajaš tako pomoč, kar si rekla kot specialna pedagoginja na domu drugim otrokom z odločbami. Današnja tema bo pozornost, koncentracija, kako te dve zelo pomembni veščini krepiti pri otrocih. Mogoče bo tudi kakšna ideja vezana na nas odrasle. Sem prepričana, tudi nam te dve veščini zelo koristita in sta zelo pomembni za vsakodnevno življenje, pri otrocih pa seveda tudi za učenje in šolsko delo. Tako da mogoče bi začeli s tem, kako ti definiraš oziroma katera definicija pozornosti, koncentracije je tebi najbolj blizu. Ja, v bistvu jaz predstavljam pozornost in koncentracijo tako, kot če bi recimo opazili, da letijo po zraku žuželke in bi mi hoteli ugotoviti, kje je čebela. In zato, da ugotovimo, kje je čebela, rabimo eno pozornost, da med množico drugih žuželk opazimo čebelo. Če bi jo pa želeli opazovati, kako ona leta iz cveta na cvet, pa potrebujemo koncentracijo. Se pravi, da dlje časa spremljamo ta dražljaj. Tako da jaz mislim, da si tako nekako najlažje predstavljamo, kakšna je razlika med pozornostjo in koncentracijo. Se pa seveda sam način vzdrževanja pozornosti zelo razlikuje od posameznika do posameznika. Jaz, če se spomnim sebe na faksu, jaz nisem bila sposobna samo poslušati profesorjevo razlago, ker so šle moje misli drugam. Če sem pa jaz imela zraven križanko ali pa sodoku, sem pa brez težav sledila debati, postavljala vprašanja, bila aktivna, čeprav je mogoče izgledati, da nisem aktivna bila. Ampak moji možgani so pač tako narejeni in še zdaj, recimo, ko pripravljam vsebine, jaz pripravljam 3-4 vsebine hkrati, ker pač moji možgani tako delajo. To ne pomeni, da je ena izmed stvari zanemarjena. Ampak nismo pa vsi tako narejeni. Nekateri potrebujejo za učenje strogo tišino, urejen delovni prostor, sedeti, drugi ležijo na posli, na tleh, tudi. Tako da mislim, da je tukaj ključno, da se zavedamo, da ni enotnega pravila, kako bo otrok ali pa odrasel uspešno vzdrževal pozornost, ampak probamo nek optimalni način za vsakega posameznika posebej najti. Ja, to je res zelo pomembno, zelo ključno se mi zdi tako, da res ni enega kalupa, tako, kot si lepo poudarila, ampak da res vedno gledamo otroka ali pa osebo, ki je pred nami in da pa tudi njo spodbujamo, da sama ugotavlja, tako, kot si ti zase ugotovila, kako se ti najlažje učiš, da tudi spodbujamo otroke, sploh mogoče te, ki so pol že v osnovni šoli, ki se malo bolj poznajo,
a ne, da sami tudi ugotavljajo in pa mogoče tudi teh veščine samozagovorništva, a ne, da tudi sami povejo učiteljci, tudi če rišem ali pa tudi če rešujem sudoku križanko v tvojem primeru, samo v bistvu tudi če ne zgledam, tako kot si poudarila, tudi če ne zgledam skoncentrirano, sem bolj osredotočena, kot če ne rešujem tega, a ne. To se mi zdi mogoče tudi pomembno. Točno to in tudi zdi se mi fino, da potem učitelj lahko ali pa neka odgovorna odrasla oseba, ne, preveri res razumevanje tega navodila ali pa teme, ki je bila, ne. In s takimi nekimi vprašanji ali pa, ne vem, ilustracijami potem lahko otrok dokaže, da pa je spremljal pouk, ne. To je tudi zelo pomembno, ja, da v bistvu tudi učitelj dobi povratno informacijo, da res deluje to pri njemu, pri temu otroku. Pa zelo mi je bila všeč ta tvoja ponazoritev glede razlike med pozornostjo in koncentracijo. Se mi zdi, da se res lažje tako predstavljamo, ne. Se mi zdi dobro tudi poudariti, da jih je tudi, da sta obe to veščini, ki se jih da trenirati, ki se jih da razvijati, da se jih krepiti. Meni je tudi zelo večkrat všeč, ko ti daješ primere, kako vi te veščine krepite tudi v gozdu oziroma v naravi, pač vreme ni ovira, kako se oblečemo, mogoče neki idej, če podeliš, kako vi krepite pozornost in koncentracijo v naravi. Tako. Ja, res je. Jaz zelo rada rečem, da je gozd taka krasna učilnica, ne. Pa tukaj ne mislim, da je učilnica samo, da je prenos šolskega prostora v gozd, ne, ampak dejansko nas narava uči in iz te besede tudi potem izhajam, da je to taka naša velika učiteljica ali pa učilnica, ne. Ja, mislim, da je potok ali pa morje ali pa voda ali pa gozd en res tak krasen, pester prostor za vse generacije, ne, tudi nas odrasle. In recimo, če pogledamo že samo vidno pozornost lahko otroci zelo hitro krepijo s tem, da se trudijo razlikovati že drevesne vrste. Lahko imajo pred sabo različne, ne vem, knjige ali pa kartončke z različnimi drevesi in poizkusijo ta drevesa v gozdu poiskati. Potem iščejo na tleh, ne vem, zdaj so suhi listi, kateri listi pripadajo istemu drevesu, kateri so od drugega drevesa. Potem primerjajo dolžine palic, poišči večje palice od te, poišči manjše, poišči enako velike. Pa primerjanje storžev, kateri so enaki, od enake vrste, kateri niso. Gobe, spet, ne, taka krasna stvar je, da imamo kakšne knjige o gobah in iščemo užitne, neužitne gobe, ne, katere so si zelo podobne, katere moramo paziti, da jih ne zamenjamo z drugimi, ne. Se pravi, tudi uporabno, ne? To je zelo pomembno za življenje. Ni samo zato, da mi znamo videti, katera je različna, ampak zakaj moramo to vedeti, ne? Podobno je recimo s čemažem. Življenjskega pomena. Ja, ali pa čemaž pa šmarnica, ne? Tudi zelo podobno, ne? Potem lahko vse te gozdne plodove otrok tudi nabere, pa jih razporedimo pred otroka, pa pozovemo k sortiranju, pa jih premešamo med sabo, pa mora povedati, kako so bili na začetku postavljeni. In te stvari lahko sicer tudi načrtno vpeljujemo, tako kot sem zdaj rekla, lahko pa otroku tudi samo prepustimo, samo da je v gozdu in sam raziskuje. In bo tudi z nekim z zelo malo našega vmešavanja pridobival te izkušnje. Hkrati pa, ker v gozdu ni nekih hudo motečih dejavnikov, ni nekega hrupa, se bo tudi njegov živčni sistem bolj umiril in bo tudi sposoben bolj dojemanja, ne, oziroma, kako bi rekla temu, bolj bo sposoben uriti vidno razlikovanje, vidno pomnjenje, vidno pozornost. Če recimo se vrnem na potok, ne, ali pa na morje, recimo otrok lahko sestavlja stolp iz kamenčkov in zdaj mora poiskati primerno velike kamenčke. Se pravi, če bo dal najprej spodaj majhne kamenčke, ne bo mogel visok stolp sestaviti. Se pravi, mora že po velikosti malo razlikovati in že vnaprej, par korakov naprej premisliti, kako bi se lahko ploskve med sabo potem lepo postavile gor. Ki še razvija logično razmišljanje. Tako, ja, sej, to sem tudi hotela povedati, ne, da je včasih zelo težko izolirano uriti eno področje, ne, ker je človek sestavljen tako res kompleksno bitje, da se področja med sabo zelo pogosto prepletajo, ne, tudi pri tem postavljanju recimo
kamenčkov v stolp, tudi otrok uri koordinacijo oko roka, potem ocenjevanje, če so kamni ustrezni ali niso ustrezni. Potem luštno je tako v gozdu kot v potoku, ne, poslušanje, kako pade dol. Recimo glih zdaj, ko je sezona kostanja, ne, nekaj zaropotaja, od kje pa je padlo tole, ne? Kje je ta kostanj, ki je zdaj dol padel, ne? Pa recimo živali imajo predvsem gozdne živali imajo tako kamuflažno barvo, ne, je zelo priročno, da jih je malo težje najti, ne, da moramo biti še malo bolj pozorni, da vidimo, z katerega drevesa pa je zdaj veverica skočila, kam pa je šla, ne. Tako da, ja, jaz mislim, da je teh priložnosti ogromno v naravi. Ja, super. Mi je pa všeč, ker si res naštela tudi konkretne primere, ker se mi zdi, da kdaj kljub vsemu se mogoče rabimo na začetku malo usmeritev, če nismo ravno mogoče iz tega področja, ali pa tudi, mislim, nam ustreza, da vidimo konkretne primere, pol pa že sami tudi dobimo svoje ideje. Se mi zdi to pol pomembno, da tudi svoje ideje pol vključimo. Ja, drži, jaz tudi včasih malo pozabim, me kar malo zanese, da mi že od nekdaj tako, mislim, odkar imamo otroke svoje, ne, tako živimo, da nam je to že tako zelo spontano, ne, da mogoče nekomu pa ni in tako, ko si rekla, včasih rabimo samo malo en potisk približno, kaj bi bilo še zanimivo raziskovati, pa nam je pol lažje, ne. Tudi v gozdu ni samo sluh pa vid, ne, tudi vonj, pa smola drugače diši, pa zemlja, mokra zemlja ali pa suha zemlja, ali pa mokro listje, suho listje, ne. Tako da, ja. Ja, pa res imamo v Sloveniji vse in se mi zdi, glede tega srečo oziroma, ker imamo take naravne danosti, da imamo gozd večinoma precej blizu. Pa zadnja leta pa sicer opažam, da kljub temu, da imamo gozd, pa mogoče travnike pa to blizu, da se mogoče še vseeno tudi zgodi, da se premalkrat odpravimo pa izkoristimo te možnosti. Ja, je težko. Saj tudi jaz, ne, mislim, mi v bistvu živimo skoraj v gozdu, s 3 strani imamo hišo obdano z gozdom, pa je včasih težko iti ven, zato ker imaš v glavi tudi, kaj vse moraš še noter narediti, pa ne, kosilo se tudi samo ne skuha, ne, perilo se tudi samo ne zrihta. Včasih kar malo, tudi mi, ne, če sem čisto iskrena, pa smo drugače veliko ven, ampak še vedno, ko smo šli pol, mislim, ko gremo potem seveda vsak dan ven, malo obžalujemo, da nismo šli že kako uro prej ven, ker je zmeraj fajn, ne. Tudi otroci se mi zdi, da se čisto drugače obnašajo zunaj, kot pa v zaprtem prostoru. Res je. Pa se mi zdi, da mogoče nekatere starše je tudi strah, mogoče sploh, mogoče bi rekla osnovnošolskih, ki so nekje druga triada, da jih je mogoče strah tudi same pustiti ven ali pa tako, ker včasih se mi zdi, da je bilo tega pač sploh na kakšnih vaseh veliko več, kakor je zdaj, no. Okej, tudi okoliščine so se zdaj spremenile, kakor so bile pred leti, desetletji, ne moramo zdaj čisto primerjati tega, ker je res, so kakšne mogoče nevarnosti, po drugi strani pa tudi doma, če so otroci na zaslonu, so pa druge nevarnosti, ki tudi ne. Ja, absolutno, ja, absolutno. Jaz mislim, da je na žalost danes prepogosto lahko elektronika en tak hiter izhod v sili, kadar rabimo malo otroke zaposliti oziroma tudi mi se malo spočiti. Jaz sicer razumem, da je težko, res razumem, ne, tako kot sem rekla, moji otroci so doma, vsi trije, in je včasih težko, tako da jaz vse starše, ki se pač vseeno tega poslužujejo, razumem. Se mi pa zdi, da zelo hitro lahko prestopimo to mejo, pa mero, kdaj je samo malo, ne, samo da se majčkeno oddahnemo, tega preveč, ne, pa je pa še malo, pa še malo, pa še malo. In potem otroci tudi v trgovini več ne znajo biti brez ekranov v rokah, ne. Tako da gledajo na blizu, ne, medtem ko v gozdu gledajo v daljavo, kar je zelo, zelo pomembno za naš vid. Ja. Ja, pa tudi veliko bolj so aktivni in njihova vloga veliko. Tako, absolutno, ne. Tudi na žalost so pač elektronika danes tako narejena, predvsem risanke, ne, da se scene zelo hitro spreminjajo, ne, in se otroci hitro navadijo tega, da mora biti skozi nek bum, 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 in potem tudi težko zdržijo, ne vem, pri poslušanju pravljic, pri poslušanju knjig.
konec koncev tudi pri dolgočasenju, ne znajo se sploh dolgočasiti, ne, vedno včasih zahtevajo, včasih iščejo neko animacijo na tak ali drugačen način. Medtem ko v gozdu pač jim je pa pač včasih tudi malo dolgčas, ne, ampak iz tega dolgčasa rata, če jim pustimo dovolj časa, lahko je neka taka krasna pogruntavščina in igra in ja, res dragoceno, se mi zdi, da damo otrokom dragoceno popotnico, če jim tudi to dopustimo, no, da jim je dolgčas. Ja, se strinjam. Dolgčas in doma in v gozdu in oziroma drugih okoljih. Tako. Pa v gozdu je veliko tudi, mogoče nismo posebej poudarili, veliko gibanja, ne, razvijanja grobe motorike, Ja. ker prek gibanja tudi lahko zelo razvijamo pozornost, tudi raziskave, in da so pač da tisti otroci, ki so bolj gibalno aktivni ali pa večkrat na teden, imajo boljšo pozornost in koncentracijo, kot tisti otroci in odrasli, ki več sedimo. Ja, jaz sem recimo opažala to ko sem izvajala še dodatno strokovno pomoč na šolah, smo vedno pogosteje oziroma sem se vedno pogosteje posluževala neki dejavnosti za povezovanje obeh hemisfer. In otroci, ki so deležni naravnih oblik gibanja, ne vem, še kot malčki, kobacanju po tleh, pa malo drgnjenih kolen, pa po različnih podlagah, po kamenčkih, po mivki, po travi, po gozdu, so preko dlani, preko stopal, preko različnih delov telesa dobivali različne dražljaje, ne? In s tem, ko so plezali na različna drevesa in tudi padali, pa probali spet, pa spet padali, pa si vdrgnili koleno, pa je malo bolelo, pa so dobili take neprecenljive izkušnje. Danes se mi zdi pa, da je dosti otrok še vedno prezavarovanih in razumem, vsi starši, ne, vsi starši želimo za svoje otroke najboljši in seveda nam ni fino pade, pa si zob zbije, ne, ali pa ne vem, si kaj naredi, ne, ampak se mi zdi, da ta prezavarovanost dela otroku večjo škodo kot kakšna poškodba, no, tako da ja, na urah dodatne strokovne pomoči smo zelo veliko takih stvari počeli, naravnih oblik gibanja, pa vaja koordinacije, pa usklajevanje, ne, tako, in ja, absolutno se pozna to, da otroci so manj gibalno aktivni, ne. Da se pozna seveda v bistvu na pripomore. drugih področjih. Tako, kar pripomore k razvoju specifičnih učnih težav, ne, oziroma bom rekla, nič ne pomaga, tako bom rekla, no. Ti, ki pripravljaš, a ne, mogoče, ki pripravljaš, ki imaš različna gradiva, tudi jih nalagaš na svojo spletno stran, Klepetavič.mr, ki jih tudi doma testiraš, pa preizkusiš, preden jih daš v prodajo, oziroma preden jih nekatere tudi brezplačno naložiš za brezplačno uporabo. Mogoče še preden se bolj tudi usmerja na tvoje gradiva, katere igre pa rada uporabljaš, mogoče tudi tako, ali pa kako jih prilagodiš, kakšne igre za pač krepitev pozornosti in koncentracije. Tako. Ja, v bistvu je tako, da se je pogled na različne družabne igre pa na aktivnosti se v bistvu tudi pri meni skozi leta malo spreminja. Zato, ker imam tudi, tako kot sem že rekla, v ospredju tudi veliko svoje otroke in tudi si za kakšno stvar za nazaj rečem, joj, to je bilo pa čisto brez veze, ne, ali pa joj, škoda, ker nisem malo drugače, ampak tako pač je. Jaz mislim, da v bistvu je vsaka igra fajn, ki je uporabljena tako, da otroku koristi. In sicer, recimo, že če pogledamo katerokoli družabno igro se gremo igrati, otrok mora imeti dovolj dobro oziroma s tem uri slušno in vidno pozornost, ker mora slediti navodilom in mora spremljati, kdaj je na vrsti in mora poznati, kaj se zgodi, ko na določeno polje v igri pride, ne, tako da že v bistvu katerokoli družabna igra bi lahko bila zelo primerna. Drugače pa jaz osebno imam za urjenje vidne pozornosti zelo rada igro Poišči dvojnika, in to igro zelo rada in pripravljam in se igram, ker se mi zdi, da lahko z njo urimo ne samo vidno zaznavanje, vidno pozornost, priklic besed, ampak tudi recimo konkretno pri angleščini tudi urjenje angleških besed, pa pri
govoru, za poudarjanje nekih določenih glasov, ki mogoče otroku delajo težav, ne, tako da se lahko v to igro vključi še en kup drugih stvari. Potem krasne so škatle Brainbox, ne vem, če poznaš, take luštne, no, otrok določen čas, omejen čas pač opazuje neko ilustracijo in si mora čim več teh stvari zapomniti. In potem na drugi strani so napisana vprašanja in s pomočjo odgovorov oziroma na način odgovarjanja potem izkaže, da si je dovolj dobro zapomnil ene stvari, ne? In se vključi noter tudi druge vsebine, poznavanje zgodovine, geografije, matematike. Tako da teh iger se mi zdi, da je na trgu tam že zelo veliko, ne? Veliko, ja. Ja, res zelo veliko. Se mi zdi, da je tudi fajn, da imamo tudi mi starši, da se malo omejimo, ne? Da tudi vse pa tudi ne rabimo imeti, ne? Da se lahko že s pomočjo tistih obstoječih iger majčkeno prilagodimo, pa bomo ustvarili eno super igro za vidnega zaznavanja, ne, ali pa vidne pozornosti, recimo kakšne igre za gibalne oziroma tiste ravnotežne igrače, ko se gor postavljajo recimo valji. Ne, se to lepo lahko uporabi tudi za urjenje vidne pozornosti, ne, pa z tistih valjčkov rečete otroku, da pa ne sestavi trojice iz samih različnih barv, torej da se nikoli barve ne ponovijo in otrok mora zraven tudi veliko logičnega sklepanja in vidne pozornosti vključiti noter. Jaz sem sicer tudi za potrebe svojih otrok, pa tudi seveda drugih, no, pripravila eno igro Pisan polet, kjer je tudi vključena noter vidna pozornost, da otrok na podlagi neke predloge vidne more postavljati v enako zaporedje krogce, potem lahko je slušna pozornost, pa posluša, kaj mu reče nekdo, pa bralno razumevanje si sam prebere, pa postavi gor. Tako da ja, no, veliko je tega danes na trgu, tako da težko da izpostavim točno določene, no. Ne, saj super, ker si naštela res konkretne, mogoče da vedo, kje začeti. Zelo mi je všeč ta igra, tudi jaz se uporabljam veliko pri delu z učenci, še posebej ta igra Poišči dvojnika, double v angleščini, ne, če mogoče Tako, komu koristi, da se, vem, da imaš tudi neke različice, ne, prav? Ja, pa tudi kar nekaj slovenskih teh specialnih oziroma tako ustvarjalk pripravlja, tako da nas je že kar veliko, no, in tako to imate res pester nabor. Ja, tako da res, pa hkrati podprejo en slovenski izdelek, pa še tako, kot si rekla, saj tudi na trgu se da kupiti v teh večjih trgovinah, ta double je pa mogoče lušten, sploh tudi tako, ko podpremo, pa še zato, ker si rekla, ker lahko različne izobraževalne vsebine mogoče dodamo, ali pa sploh, če ga pa sami izdelamo, pa mogoče še bolj ciljno, še bolj tarčno. Ok, tukaj ima moj otrok na področju angleščine težave, recimo, bomo urali ta besedišče, ne. Za tiste starše, ki so mogoče malo bolj tudi ustvarjalni oziroma jim je to tudi v veselje to ustvarjati. Pa otroci ponavadi tudi zelo uživajo v teh igrah, pa se mi zdi vsaj pri meni, je tako, da sploh tudi imajo včasih celo boljšo to vidno pozornost, kot mi, in jim je tudi v veselje, ker večkrat lahko tudi premagajo. Ja, res je, jaz opažam tudi pri svojih otrocih, da so velikokrat bolj usmerjeni v neke podrobnosti kot mi odrasli, ne. Mi imamo polno glavo nekih drugih stvari, ki jih moramo za tem igranjem narediti, ne, nismo tako včasih zbrano pri igranju, medtem ko oni so, ne, tako da ja, res je. Ja, in se mi zdi, da jim to tudi en občutek zadovoljstva in je tudi to zelo pomemben aspekt, ki ga pol doživijo ta občutek. Tako da ja, super, da si to predlagala in Brainbox se mi tudi zdi zelo kvaliteten, ampak tako, kot si pa tudi rekla, se mi zdi, da veliko teh družabnih iger, jih imamo večina družin doma, ali ki jih mogoče dobimo za kakšno darilo, se da uporabiti tudi mogoče malo na drugačen način, kakor so pravila. Včasih se mi zdi, da so tukaj, vsaj meni dostikrat, če pustim otroku, da se sam zaigra z eno igračo, mi bo, saj res to pa lahko tako, a ne, saj pogosto tudi jaz usmerim, ker imam že naprej, ok, to bo za urjenje te veščine te, ampak dostikrat pa tudi vidim pri otrocih, ker mogoče tudi, da res
ki še malo bolj kdaj kakšni izven boksa razmišljajo, bi rekla, in super pol pridejo na takšne različice iger. Ja, jaz se zelo pristaš tega dvosmernega učenja, ne? Torej, da se odrasli učimo tudi od otrok. Tako da, ja, absolutno. Ja, tudi jaz se zelo strinjam. Tako da opazujmo otroke in se tudi od njih mi lahko ogromen naučimo. Super. Mogoče zdaj se mi zdi, da sva vaj za vizualno vidno pozornost kar nekaj omenili, našteli. Mogoče še lahko kakšno idejo za razvijanje slušne pozornosti, nekaj si jih že v gozdu naštela, recimo če pade kaj z drevesa, pa mogoče še kakšno vajo, ki jo lahko izdelajo doma, ali pa tudi kakšno mogoče še iz gozda ali pa drugega okolja, ki tebi blizu oziroma jo večkrat izvajaš z otroki. Ja, jaz sem v bistvu ravno s tem namenom sem se lansko leto lotila nabora enih dejavnosti, ki sem jih na svoji spletni strani zbrala v panju idej. In sicer gre za 5 različnih področji in eno izmed teh področji je tudi slušno zaznavanje. In tam boste našli 20 kartic in na vsaki kartici je opisana dejavnost, zraven pa je tudi povezava do tiste strani ali pa trgovine, kjer lahko ta pripomoček v bistvu kupite ali pa ga tudi izdelate sami. Tako da zdaj teh dejavnosti je, mislim, da 20 pri slušnem zaznavanju, pri vidnem jih mislim, da nekaj več. Skratka, jih je kar veliko. Ena taka luštna dejavnost je to, da odrasel otroku bere zgodbo in otrok ob dogovorjeni besedi, recimo besedi hiša, ploskne. Torej, on mora biti zelo zbran, da bo slišal to besedo hiša. Naloga odraslega pa je, da bo zbral tako besedo, ki se v zgodbi seveda večkrat ponovi, ne? Torej, pač mora pred branjem odrasel poznati vsebino te zgodbe. Lahko tudi zakomplicirate, pa dodate več pravil, ne? Ob besedi hiša ploskneš, ob besedi potok poskočiš. In zraven vključite tudi gibanje, ne? Kar je fajn, da za otroka, da je še aktiven zraven. Recimo druga taka dejavnost bi lahko bila, da otroku naštejete niz 3 besed in otrok jih mora za vami ponoviti, pa potem stopnjujete, pa date 4 besed, ali pa date 3 besede, pa jih mora v obratnem vrstnem redu nazaj našteti. Ali pa naštejete 3 besede, recimo moder, avtobus, Peter, in mora on iz tega tvoriti še poved. Peter je vozil moder avtobus, recimo, ne? Tako da lahko vsako tako dejavnost lahko naprej prilagodite, lahko stopnjujete zahtevnost. Prilagoditi se je treba vedno otroku. Ne smete zastaviti tako visoke dejavnosti, da otrok ne bo uspešen, zato ker bo obupal, bo mislil, da pač ni nikoli dovolj dober in ne bo sploh poskušal. Če boste postavili prenizko zahtevno dejavnost, mu bo dolgčas, mu bo brez veze, se tudi ne bo aktivno vključeval. Tako da tukaj je kar včasih zahtevna vloga naša, ne, da postavimo primerno zahtevno dejavnost. Drugače pa ja, tudi, ne vem, če smo rekli, bom še eno recimo tako omenila, recimo otroku povemo besedo nazaj, š-i-m, ne, in potem bo on povedal naprej, pa bo rekel miš. Fino je tudi, da potem vloge zamenjamo. Se pravi, da damo otroku možnost, da je on tisti, ki tvori nalogo, mi smo reševalci in dajmo se tudi mi kdaj zmotiti. Zato, ker prvič se bo malo smejal otrok, drugič pa bo mogel on tudi zelo dobro spremljati, kako je on zastavil besedo, pa če smo jo res mi prav povedali. In boste imeli dve veščini naenkrat bo uril zraven, ne. Tako da je to zelo, zelo fajn. Pa všeč jim je, ne, tako kot si že prej omenila, da so tudi oni tisti, ki nas zdaj popravljajo, ne. Se mi zdi, da je večkrat obratna situacija, da smo vedno mi tisti, ki hočemo nekaj jih popraviti, pa je fajn, da nas tudi oni kdaj, ne. Drugače pa ja, slušne pravljice, ne, v avtu, ko se peljemo, slušne pravljice so krasna stvar. Obstaja slovenski portal Lahkonočnice, kjer upokojenci iz doma starejših občanov berejo te pravljice. In sicer sem slišala kritike nekaterih poslušalcev, da jim je težko poslušati, ker so
pač gre za starejše ljudi, ne, in tudi govor njihov je včasih malo nerazumevajoč, ampak po drugi strani se mi zdi, da je to za otroke fajn, da slišijo različne glasove, različne tempe branja, različne intonacije. Tako da jaz se zelo rada tega poslužujem. Ker sem imela tudi nedolgo nazaj prav projekt, mislim, prav v podporo lahkonočnicam. Kolikor vem, saj sploh tiste za lahko noč, za uspavanje, berejo prav te dramski igralci. Mogoče, da je pa kombinacija, ampak sem tudi jaz zaznala, da so bili eni malo bolj profesionalni bralci, Tako. drži. So bili pa tudi v nekaterih pravljicah pa niso. Tako, možno, da je v tistih, vem, da je bilo prav poudarjeno, za tiste, ki so v bistvu za lahko noč, ki so za uspavanje, so prav razumem, ja, mogoče, da je to pa posamezna so tudi kategorija. pač strokovno izbrane in dajo tudi ven te moteče dražljaje oziroma pač tisto, kar bi bilo mogoče preveč za lahko noč. Za zvečer, ne? Pa tudi prav intonacijo pa vse te dramski igralci. Ne vem pa, kako to za vse, ki oni imajo po sklopu različne pravljice, imajo pa prav, kar vem, slovenskih avtorjev, no, to je tudi mogoče Tako, to pa drži, doprinos, da so res slovenski avtorji, pa da bdi nekdo nad tem, na to izbiro, no, da so kvalitetne pravljice. Meni je bilo tudi zelo dobro, ker si to omenila. Všeč so mi tudi kakšne te narobe pravljice, oziroma če ime otroku znano pravljico, mu povemo malo na drugačen način, ali da se drugače zaključi, ali mogoče, da je kakšen detalj, da ni bila rdeča kapica, ampak je bila modra, ali pa mogoče malo pretirava, ampak v tem tako smislu, no. Drugače mi je bilo pa zelo prej všeč to, kar si omenila, se mi zdi, jaz tudi velikokrat uporabljam in na ta način razvijam slušno pozornost, da v bistvu naštevamo različne živali in ali pa različne mogoče stvari in da otrok ali pa več otrok, tudi kdaj v razredu, če nadomeščam izvajam to vajo, da se preizmenimo. Če naštejem žival, počepnaš, pa ostalih stojiš in tako na ta način. In mogoče vem, da je bila ta vaja v Pozorko, to je en tak didaktični pripomoček za razvijanje pozornosti. Je pa to, da in se tudi vem, da večkrat poslužujem in je otrokom tudi fajn in tudi zelo dobro se slušna pozornost, da pa zraven trgajo papir, ne vem, vsakeč, ko recimo zaslišijo besedo slon, ampak ko ga si rekla, mi moramo biti ali imeti pač ta pripomoček, ali pa si sami imeti v mislih, da moramo glih ta pravo zaporedje, pa malo spremljamo, kako otrok. In pol morajo na koncu, je fino, no, da preštejejo, koliko je papirčkov, kolikrat so, pa kolikrat se recimo beseda slon ponovi, in da imajo v bistvu tako, da sami dobijo eno tako povratno informacijo in da nismo mi tisti, narobe si, to pa tokrat preveč narobe, ampak da otrok sam v bistvu se preveri. Res je, se strinjam, ja. Imaš mogoče kakšen nasvet za starše, kako podaljševati koncentracijo, na kakšne načine ti mogoče poskušaš v vsakdanjem življenju, mogoče da omeniva še te vsakdanje, kako lahko mogoče pri peki ali pa pri kuhanju, mogoče bi še na te, da lahko tudi na ta način urimo pozornost in koncentracijo, da jih v bistvu vključimo v vsakodnevna opravila. Ja, res je. Jaz mislim, da je zelo fajn, da otroke vključujemo v vsakdanja opravila. Včasih je to težko, ker hitreje naredimo seveda sami, ampak mislim, da je zelo dragoceno, da si vzamemo čas za to, da otrokom, še posebej tistim, ki so željni tega, dopustimo te izkušnje. Drugače pa recimo pomembno vedeti to, da moramo prilagoditi navodila in dejavnosti, starosti in sposobnosti otroka. Torej, mlajšim otrokom bomo podajali malo bolj enostavna navodila, recimo, če bi se hoteli z njimi igrati, ne vem, podajanje žoge, lahko začnemo z enostavnim navodilom prinesi žogo. To je čisto tako kratko in enostavno navodilo. Potem pa lahko kasneje to navodilo stopnjujemo. Prinesi rdečo žogo. Prinesi rdečo žogo in rjavo blazino. Preden prineseš rdečo žogo, prinesi rjavo blazino. Se pravi, z različnimi besedami lahko zakompliciramo, tako da bo otrok mogel res zbrano poslušati
kaj si sledi in kako ravnati v skladu s tem slišanim navodilom. Prav tako se mi zdi pomembno, da ne bomo otroku po kosilu rekli, zdaj pa prinesi banano. Ampak bomo rekli otroku, prinesi banano, ko bo čas za malico, ne? Prinesi banano in stopi po oranžen nož. Ne? Tako da tukaj lahko na tak način otroke vključimo. Ne? Ali pa pri obešanju perila zelo podobno. Najprej obesi rdečo nogavico, nato poišči veliko črno nogavico. Ne? Se Ali pravi, pa pare različnih nogavic, naprimer. Tako, ali pa par različnih nogavic, seveda. Tako da z različnimi pridevniki lahko otežimo dejavnost, kako lahko otrok sodeluje zraven. Ja. Ja, super, ker si naštela te konkretne dejavnosti in kako lahko to stopnjujemo po korakih, kakšna naj bo v bistvu navodila, da smo tudi na to malo pozorni. Super, super. Pa mogoče kdaj tudi po receptu, a ne, vizualno lahko tudi mogoče, če vidimo, da je sledenje po kakšni kuharski knjigi preveč, lahko tudi sami mogoče slikce ali pa poenostavimo mlajšim otrokom, a ne. Ja, še bolj fajn je pa, če otroka kar fotografiramo, da imamo njegove konkretne fotografije, še posebej za začetnike, ne? Da izhajamo iz konkretnih fotografij, potem gremo pa na malo bolj abstraktni slikovni material. Ja, Ja, to pa sploh. Ja. Se mi zdi, no, da je res tudi pri pripravi hrane, pa to je res tudi ene toliko pozornosti potrebne in koncentracije, pa mogoče, da jih vmes vprašamo, ne vem, tudi jaz hčerko recimo pri peki palačink, kaj pa sedaj, katera sestavina, tako. In da so pozorni in v bistvu načrtovanje, razmišljanje, kaj sledi. Se ti zdi, da bi še kaj dodala, kar smo mogoče pomembnega izpustili, oziroma če si želiš še karkoli dodati? ja, ne vem, pejte ven. Pejte ven. Pejte ven, res. Saj vem, včasih je težko iti ven, ampak se mi zdi, da je tako dobro za vse nas, da smo več časa zunaj. Se mi zdi, da še posebej otroci, ki so res od jutra, pa ne vem, do 2, 3 v šoli, večinoma v zaprtih prostorih, ne, saj ne vedno, saj grejo tudi na sprehod in telovadbo in tako sej. Ampak da so potem zunaj, veliko grejo še potem na popoldanske dejavnosti, je spet neko vodeno, usmerjeno. Če so pa ven in se prosto igrajo, se mi zdi, da je to zelo, zelo koristno za njih. Če smo pa starši še zraven, pa nam še kaj prinesejo pokazati, pa še z nami teče ta komunikacija, je pa fajn za oba, za starša in za otroka. Ker sem bila jaz mlajša, se mi zdi, da sem se lažje tudi povezala s starši, bolj imaš tako, bolj en tak sproščen pogovor, se mogoče bolj sprostimo in mi in otroci, tako. Na sprehodu, recimo, ker je hoja še vključena, se velikokrat otroci lažje potem odprejo, ko mogoče ni tega direktnega gledanja iz oči v oči, ko včasih ustvarja tak pritisk, pa ne Ja, hote, tako. ne hote, res, ampak pa mimogrede pa kaj povejo, ne. Tako da ja, res je. Super. Hvala ti za ta zelo zanimiv, zelo poučen, pa zelo poln različnih konkretnih idej in praktičnih napotkov, nasvetov. Verjamem, da bo veliko staršev in tudi strokovnjakov našlo kakšno idejo zase. Hvala, sem vesela, da si delila ta znanja in tvoje izkušnje z mano. Vabljeni pa tudi na tvojo spletno stran. Pa zelo mi je bilo všeč, ker prej nisem dodala zraven, ker si tudi, mislim, da si pri tem gradivu, ki si ga prej omenila, in zavidno in slušno pozornost, popravi me, če bom pa kaj, če sem kaj narobe povedala, da si vključila različne slovenske ustvarjalke, vem, da si tudi mene, to se spomnim, ker sem tudi na začetku več teh brezplatnih gradiv delala, ustvarjala, in mi je bilo tako všeč, ker si povezovala, ni bilo tista konkurenca tako, oziroma kakor bi lahko kdo vzel, ampak tisto povezovanje in da si res na kup zbrala pač tiste, ki so se ti zdele kvalitetne in uporabne in tako, to mi je všeč. Absolutno. Absolutno, tudi jaz zelo, zelo rada širim informacije tudi o drugih ustvarjalkah vsebin, zato ker se mi zdi, da
Ja, mislim, konkurenca gor dol, ne vem. Jaz mislim, da vsaka od nas pogleda na neko stvar, mogoče majčkeno drugače in da je ta pestrost zelo fajn v življenju, da jo imamo in zakaj pa ne. Super, super. To je meni tako blizu, pa všeč. Povezovanje in tako, kot si rekla, vsaka ali pa vsak od nas ima malo drugačne izkušnje, malo drugače in včasih je fino tudi za otroke, da so malo različnim načinom mišljenja izpostavljeni. Tako, Ja, res je. najlepša hvala za pogovor, Hvala tebi. sem pa hvala za poslušanje.